Estetsko, drzno, brezkompromisno so besede, s katerimi bi lahko orisal vhodna vrata družinskega podjetja Pirnar. Predstavili vam bomo njihovo povsem novo poslovno stavbo v Ljubljani. Pritličje je labirint razstavljenih vhodnih vrat. Med njimi so tudi tista, ki so svojim edinstvenim dizajnom vzbudila pozornost podeljevalcev nagrad, German Design Award in družinskemu podjetju Pirnar prinesla priznanje Special Mention za leto 2015. Pirnarjevi so se spraševali, kakšen naj bo salon, da bo odseval naše bistvo. Iskali so brezčasno eleganco. Arhitektka Ana Vrhovec jim je pripravila kakšnih 20 predlogov. Izbrali so tistega, v katerem so stara industrijska objekta slekli do skeletov, jima dali novo podobo in jo med sabo povezali z mehkimi belimi linijami. V pritličje nove zgradbe so namestili razstavni salon, v prvo nadstropje poslovne prostore in v povezano zgradbo del proizvodnje. Med načrtovanjem so jih zanimali tako stroški izgradnje, kakor tudi prihodnji stroški vzdrževanja zgradbe. Predvsem pa so bili pozorni na kakovost delovnega okolja. V odprtih pisarnah delajo skupaj s svojimi zaposlenimi. Okna so zaradi čim boljše zvočne in toplotne izolacije troslojna. Radiatorjev in klimatskih naprav ni videti nikjer. Celoten objekt je dejansko ogrevan s stalnim gretjem. Celoten posloven del objekta proizvodnja je klasično z radiatorji, ampak talno gretje je zaradi tega, da ni pač nekih vidnih pač zaradi samega estetskega in cenovnega vidika. Samo hlajenje je pa mičken drugačen projekt bil. Vsi vemo, da sama klasična klima ni zdrava za telo. V službi preživite 8 ur delovnega časa, zato smo rekli, da za tak objekt za klasično klimo hladiti je kar stresno na same ljudi, ki so v objektu. Zato smo nekako najdeli sistem oziroma rešitev, ki deluje na principu enako kot talno gretje, samo da je to dejansko stropno hlajenje. To pomeni, po celotnem stropu na objektu so razpeljane cevi, v katere priteka hladna voda in dejansko hladi zrak, topel zrak, ki je lažji od hladnega, ga hladi in se potem dejansko kot neka odeja hladen zrak spušča dol proti. Pa tudi sicer ste zelo ekološko naravnani, kot vem, imate neko zelo majhno porabo vode. Govorim vode iz omrežja vodovodnega, zato ker dejansko je stvar taka, da smo mi, vse kar se tiče okolja, to pomeni tudi ogrevanje, pač je strošek, ampak tudi vpliva na okolje, kako pač energijo je treba z nekje pridobiti. Enako velja za vodo. Imamo zbirnike za vodo, s katerimi potem tudi zalivamo travnate površine, s katerimi peremo avtomobile. Govorite zbirnike deževnice, ne? Zbirnike deževnice, ja, tako. Potem tudi za pranje fasade, Tukaj velike zbirnike imate, da lahko vse to? Tako, imamo kar ogromne. Smo se odločili, da hočemo pač čim bolj racionalno potem vplivati nekako na stroške potem naprej. In seveda pač tudi s tem na okolje, ker pitno vodo za pranje avtomobila ni smiselno uporabljati. Vsi prostori imajo LED razsvetljavo. Skozi velika okna prihaja precej naravne svetlobe, to pa potencirajo tudi posebne svetlobne cevi, ki se od stropa spuščajo s strehe. Kamorkoli se obrnem, rože, zelenje, rastline, imate tak mini botanični vrt? Ja, dejansko pisarne so nekako odprtega tipa, tako da se vidi z enega konca na drugega. S samimi rožami in rastlinami smo pa hoteli nekako tak naraven občutek v samih pisarnah. Pa je to zgolj občutek naraven ali so tudi rastline v resnici naravne ali kaj plastike? Ne, dejansko so vse rastline so naravne. Tudi tole, naprimer celotna stena, to so vse naravne. Ja, se vidim zemlja noter, ja. Ja, tako je. To so vse dejansko naravne rastline. Ja, kako pa to potem živi, ki pa dobi vodo? A morate to zalivati? Zdaj tako, sam sistem je samo namakalni. To pomeni, da je računalniško krmilni sistem, ki zaliva rastline
Na časovno obdobje oziroma tako. po Kar se potrebi. tiče pa same svetlobe, ne, ker pač le rabijo to dnevno svetlobo, imamo pa v bistvu vgrajene posebne luči, katere niso ambientalne, ampak dejansko dajo rastlinam to, kar potrebujejo. Tukaj imate tudi neke posebne luči, kakšna je ta luč, recimo, kakšno svetlobo Tole daje to? dejansko ni luč, tole je posebna, bom rekel temu cev, katera potencira naravno svetlobo, tako da dejansko to je naravna svetloba iz Aha, ker okolice. smo na vrhu, ker je tukaj streha stavbe, Tako. nekako Želeli usmerja. smo čim več naravne svetlobe pač, v samem prostoru zajeti, tako da dejansko smo potem tudi te tube namestili. Ampak vse te manjše luči, ki so, te so namenjene rastlinam, Te so namenjene rastlinam, tako. to so pa LED ali so neonke? Saj To so pa LED luči, LED luči. da si lahko vsak zaposlen sam v bistvu še poveča svetilnost na njegovem prostoru. a ne. Upam, da bo vaša poslovna stavba zgled tudi drugim, kako se pripravi delovni prostor za delavce in skrbi tudi za okolje. Super, hvala.